številčnih opet režiserja Adama Šasazija. Je igralec v filmu 3000 oštevilčenih opek ter soavtor gledališke predloge, po kateri je bil film posnet, Mr. Edmond Mateo La Molnar. Please join us on the stage. Special thanks to all of my friends, Christoph, Ada, Gera, Franciska, Romeo, Norbi, mindenkinek, everybody. So thank you for my wife. I love you. Thank you. I thank my mother who was watching me from above. Za nami je še en liv. Kako ste letos zadovoljni z obiski, pa s komentarji tudi gledalcev, verjetno ste dobili kakšnega? Ja, ljudje malo hvalijo, včasih so malo kritični, kar je čisto prav, pač okusi so različni. Glede obiska smo pa zelo zadovoljni, je predvsej boljš kot lani in glede na situacijo, ko pač smo ostali brez ene velike kinodvorane, Kino Komuna, je presenetljivo dober obisk, vendarle je bila to velika dvorana, 400 sedeži skoraj. Sem se malo bal, kako bo, a bo vplival, tako da ja, to je zelo, zelo v redu. Lahko že kaj za 35. festival napoveva? Ne, tudi če bi kaj vedel, ampak se ne vem, verjetno ne bi razkrival. Zdaj imamo vmes še festival dokumentarnega filma, s katerim se zdaj ukvarjam. Liv se pa začne snovati tam nekaj spomladi. Tisti, ki so ga zamudili, pa tudi je abonma, Liv po Livu, lahko še kaj več o tem poveste, kdo to zbira in kaj vse bo na njemu, no? Ja, naš abonma Liv po Livu seveda izberem jaz, torej to je abonma, ki traja od januarja do junija. Številni filmi bodo seveda tudi na platnih v rednem kinosporedu. Tako da en del, seveda, vsi filmi niso potem, recimo, da pride tretjina filmov v festivalu. Seveda, zato so festivali, to je edinstvena priložnost, da ljudje vidijo filme iz res neznanih teritorijev, tudi bolj izzivalne, v kontroverzne vsebine, kakršne dosti pri nas te niso v kinu. Ja, temu so seveda festivali namenjeni. Danes smo tukaj na Livu, si tudi sicer filmofil. Da bi tako prav masovno ali hodil v kino ali pogledal filme, niti ne, si pa z veseljem pogledam dober film in vedno, kadar izbiram in namenim čas gledanju filmov, preverjam oziroma čim bolj preverim in preberem si, da ne bi kaj slabega pogledal, oziroma da je čim bolj zanimivo. Kako pa tako, a se odločiš glede na zvrst, tudi ker vsak dan verjetno nisi po vsem napornem dnevu pripravljen, se te verjetno ne da gledati, če nekaj zamorjenega, verjetno takrat so komedije ali kako imaš to? Ne, niti ne. Komedije ne, včasih, ko sem bil mlajši, so mi bile komedije všeč, predvsem kakšne romantične, tako, ampak zdaj pa se je moj okus, kar se tiče filmov, kar spremenil in definitivno zbiram med trilerji, da se zgodi nekaj zanimivega, da je akcija, da me film povleče noter, to mi je všeč, da se mi nekaj zgodi, ko gledam film, tako da raj kaj bolj tension, kljub temu, da so naporni dnevi za mano, kot pa, da bi preprostega. Pri prostih vsebinah in v plesu itak delam, tako da potem se mogoče več akcije zgodi na filmu. A tudi morda iz kakšnega filma si daj kakšno idejo za koreografijo potegnil? Gotovo. In ravno tukaj jih iščem. Tudi film je velika inspiracija za koreografijo. Smo na zaključku Liva. Si sicer velika filmofilka, bi rekla. Drznem si reči, da ja, kadarkoli imam čas, moram priznati, da zadnje čase gledam ogromno filmov tudi doma, ampak drugače pa od mladih nog zelo, zelo rada hodim gledati filme na velika platna. Kako se odločaš,
veš, kaj boš gledala, je to priporočilo prijateljev, ocene na IMDb-ju? Ja, v bistvu, kako bom rekla, najprej že režiser, ne. Če režiserja poznam in mi je ljub, potem bom rekla, nujno ga moram videti, ta njegov nov film. Moram pa priznati, da zadnje čase ogromno po priporočilih. Da je tako ljudje, ki jim zaupam, ki rečejo, to je pa res film vreden ogleda, potem bom sigurno šla. Se spomniš mogoče zadnjega, ki je tako nate res naredil tak velik vtis? Ja, jaz bi rekla Triangel žalosti, ki sem ga videla sicer lansko leto, ampak tako zdaj, da mi prvi nekako pade v spomin, da mi je bil res zelo všeč.